Dobar dan, vošče Martina Arčon. Vabim vas k poslušanju današnje oddaje Sila aktualna tema, bi lahko rekla. Morda bi vendarle za začetek vsak pri sebi, še bolje morda na glas, da to poveste svojemu sodelavcu, partnerju, no otroku raje ne, odgovorili na vprašanje, koliko časa preživite s telefonom v roki. Ja, malček premisliti in kaj mislite, koliko časa dnevno. Je že res, da smo v digitalni dobi, res pa je tudi, da ta ne pripomore k našemu dobremu počutju. Torej, kako iz digitalne dobe v dobro počutje ali o digitalnem detoksu, bom danes govorila z gospo Zinko Kosec, direktorico Akademije Akcija, Zavoda za aktivni razvoj, ki pomaga posameznikom in skupinam, da sami prevzamejo odgovornost za svoje življenje in seveda delovanje in se vsakim svojim dejanjem tudi tako obnašajo. Najprej dober dan. Dober dan. Se pravi, digitalni detoks oziroma še prej prevzeti odgovornost nad svojim življenjem. Je to današnji dobi hitenja, čeprav nas je morda COVID situacija vendarle nekoliko upočasnila, sploh mogoče, verjetno ja, ampak z strogo organizacijo, kaj ne? Ja, ena stvar je prav gotovo organizacija, druga stvar je pa to, da se mi zavedamo, koliko časa, recimo, če smo ravno zdaj pri digitalnih orodjih, jih uporabljamo. Če pogledamo, na začetka ste zelo lepo vprašala, koliko časa mi preživimo s telefonom v roki, pa vam dam kar odgovor. 5,7 ur na dan. In potem mi hitimo. Zakaj pa hitimo? Lahko ne bi hiteli, če bi imeli mi nekaj ur manj telefonov v roki. Marsikdo bo rekel, jaz pa ne toliko. Verjetno pa, če si nastavimo merilnik oziroma števec na telefon, bomo kaj kmalu ugotovili, da smo zelo blizu tej številke, kaj ne? Se pravi, čas na telefonu mineva enormno hitro. Če pogledate recimo samo videoposnetki, ki so narejeni tako, da nas pritegnejo, da jih gledamo, da nimamo občutka za čas. To je tudi njihov namen. Zakaj? Zato, da pridobijo našo pozornost. Recimo tukaj so res posebej ranljive še ravno te skupine otrok. Če pogledamo influencerji, ki so zelo močni na YouTubeu, so ravno tisti, ki naslavljajo otroke. Zakaj? Zato, ker otroci ne dajo preskočijo oglas in oni živijo od oglasov. In mi potem naše najbolj ranljive skupine v družbi izpostavljamo, da gledajo, ne vem, kako se odpirajo neka čudežna jajčka, zato da oni dobijo par centov za oglas. In tukaj je problem, ker jih že naučimo, da gledajo v digitalno orodje. In potem kaj se zgodi? Pri teh vsebinah se zelo hitro menjajo sekvence. In imate recimo sekvenca, ki se zamenja na vsako sekundo, 2. Potem pa ta otrok pride v prvi razred osnovne šole, ko učiteljica 45 minut ali pa tudi če samo 20 minut govori z istim tonom glasu. Otrok je ni sposoben slediti. In tukaj imamo že prve probleme, ko otroci nimajo sposobnost koncentracije, potrebujejo dodatne držljaje, da sploh lahko uspejo ohraniti koncentracijo, da uspejo osvojiti eno snov in da uspejo napisati eno vrstico. Zakaj? Zato, ker so navajeni tako veliko in tako močnih držljajev. Se pravi, je rešitev, da otroku ne damo telefona v roke ali je rešitev, da omejimo čas rokovanja s telefonom? Oboje in predvsem, da poznamo, katere vsebine on gleda. Če imamo mi neko vsebino, ki je poučna, je to super. Če imamo mi neko vsebino, ki ga poveže s prijateljem, da imamo mi nek videoklic, je to super. Vendar mora biti omejeno časa, mora biti kvalitetna vsebina in mora biti vsebina, ki se osredotoča na nekaj, kar njemu osebno koristi. In potem je tudi pomembno, da to isto vsebino preizkusi tudi v realnem svetu. Se pravi, igrica to zagotovo ni. Ja, če želite, da vaš otrok počne to, kar počne v igrici tudi v realnem svetu, to je. Ampak zelo pogosto takih igric v realnem svetu, kot so v virtualnem, ni. Torej, ni, ja. V premislek torej za vse nas, starše, o digitalnem detoksu govorimo danes. Ostanite z nami, kajti iz digitalne dobe gremo v dobro počutje, takoj po glasbi.
Radio Rubin poslušate, direktorica Akademije Akcija Zavoda za aktivni razvoj Zinka Kosec je moja sogovornica, tudi predavateljica. Delavnica Digitalni detoks je vedno dobro obiskana. Kaj je tisto, zaradi česar prihajajo slušatelji? Kaj ugotavljate skozi vsa ta leta? Ja, res sem vesela, ker imamo vedno več udeležencev in vedno več tudi različnih krajev prepoznava to potrebo, da pridem in jim predstavim to vsebino. Ja, ugotavljajo, da jim zmanjkuje časa, ampak da ne naredijo nič več, kot so naredili 10 let nazaj. In recimo prejšnjič me je študentka zelo zanimivo vprašala, je rekla, ampak jaz ne vem, kako to je, zdaj, da sem zelo veliko na telefonu, ampak jaz vse naredim. Kaj sem pa včasih delala? Jaz sem rekla, razmišljala si svojo glavo. In tukaj se mi zdi tisto, da imamo mi čas za samo refleksijo. Recimo, jaz, ko grem na neko predavanje, večer prej razmišljam, kaj bom drug dan povedala svojim slušateljem, svojim študentom. Če sem pa na telefonu, pa ne bom o tem razmišljala. In moj občutek bo popolnoma drugačen, če bom nekam prišla, kjer bom pripravljena. In bom se takrat res lahko ljudem posvetila, ker bom vedela, kaj lahko od njih pričakujem, kaj si oni želijo, katere vsebine so tiste, ki jih še posebej zanimajo. Če pa jaz ne bom se pripravljala, pa bom recimo, ne vem, gledala neke vsebine socialnih omrežjih, ki bom itak tisti dan pozabila potem naprej, bom pa predvsem imela en velik občutek napetosti v mojem telesu, ker ne bom vedela, ali bom zmogla, kaj me lahko preseneti in bom v strahu in seveda bom najbrž slabše odpredavala. Se pravi, kaj so tisti negativni učinki, poleg pomanjkanja časa ali časa, ki gre, kot radi rečemo, v prazno, poleg štetja všečkov in dvigovanja samopodobe na, bom rekla, neprikladen način. Kaj so tisti negativni učinki pretirane uporabe telefona? Kaj še pravijo raziskave? Več jih je. Recimo, prva stvar, če gledamo zdaj, ko uporabljamo telefon zvečer, če gledamo v neko napravo, ki je svetla, se v našem telesu ne sprošča melatonin. Torej, mi ne bomo zvečer imeli občutka, da smo zaspani. Zaspali bomo zelo pozno zvečer in zjutraj, ko se bomo zbudili, ne bomo imeli občutka, da smo dovolj naspani. Kadar smo nenaspani, smo v osnovi razdražljivi. Imamo manjšo sposobnost koncentracije. Težje smo prilagodljivi v različnih situacijah. To pomeni več konfliktov na delovnem mestu. To pomeni večjo verjetnost za napake pri delu. Pomeni manjša potrpežljivost, recimo, če se igram z otrokom, pa otrok noče takoj se igrati tako, kot jaz želim, bom že zelo hitro ga zelo osorno lahko oštela. Torej, zelo pomembno je, koliko smo mi dejansko sposobni delati stvari potem res kvalitetno tisti dan. In potem, ko jaz vidim, da mi stvari ne uspevajo, to zelo vpliva na mojo samopodobo. Kaj boste rekli tistim, ki pravijo, če nisi na socialnih omrežjih, nisi in? Zelo je odvisno, ali A, govorimo o posameznikih, ali B, govorimo o organizacijah, ki preko socialnih omrežij tržijo svoje stvari. Torej, kadar je to zgolj zame za osebno potrditev, je tukaj se zelo treba vprašati, o kakšni samopodobi govorimo pri posamezniku, je pa po drugi strani to lahko popolnoma isti kanal medijski kot nek drug. Torej, govorimo o tem, da, tako pravi statistika, povprečen uporabnik pametnega telefona z njim v roki vsak dan preživi skoraj 6 ur, od tega 2 uri na delovnem mestu. Kaj na to pravijo delodajalci? Tudi z njimi se srečujete, o tem po glasbi. Radio Rubin poslušate, a ste tudi vi med tistimi, ki ugotavljate, da vam in vašim zaposlenim digitalna orodja jemljejo preveč časa? Pravijo, da približno 2 uri na delovnem mestu. Ponekod so pravzaprav onemogočili dostop do socialnih, družabnih omrežij, ampak vsak ima pametni telefon v rokah. Ja, res je. Zanimivo je, da tam, kjer so, zdaj mi gre malo na smeh, tam, kjer so onemogočili dostop do socialnih omrežij, se je naenkrat povečalo obisk WC-jev. Malo za šalo, malo za res. Ja, nekateri ljudje, nekateri zaposleni so to sprejeli dokaj v redu. Imamo pa posameznike, ki so zaradi tega tudi zapustili delovno mesto. Teh ni toliko veliko, je pa v primeru, ko govorimo o praktikantkah, naprimer, konkretno poznam nekaj primerov, ali v primeru študentskega dela, ko so dejansko zapustili delovno mesto zaradi tega, ker jim je delodajalec
onemogočil dostop do njihovih telefonov. Predvsem gre tukaj za neko notranji občutek napetosti in nelagodja, ko jaz nimam dostopa do svojega telefona, ker si ves čas, ko sem recimo v stiku z prijatelji, tako imenovanimi na socialnih omrežjih, ko dobivam potrditev, ko dobivam všečke, se mi s tem v možganih sprošča dopamin. In dopamin mi daje ta občutek sreče in če tega ni, se zelo slabo počutim. In če pridem prvi dan na neko delovno mesto, kjer sem v osnovi že zelo nesigurna in potem še nimam neke potrditve, ki sem jo vajena, je to lahko zame zelo velika stiska. In nekateri enostavno ne zmorejo. Pa obstaja kakšen test, da ga naredimo, samo refleksijo pri sebi, koliko smo denimo odvisni od vseh teh družabnih omrežij, ali smo, ne vem, sposobni pustiti telefon doma, ali smo ga sposobni izključiti, ali smo sposobni izbrisati socialna družabna omrežja iz telefona. Se pravi, obstaja, tudi o tem predavate morda? Ja, to ste dala zelo, zelo močna sporočila, močne izzive, za katere sem prepričana, da zelo velika večina ni sposobna. Ko govorimo recimo o tem, da se omejujemo, je zelo fajn, jaz zmeraj rečem, dajte delati male korake. Veliko teh socialnih omrežij ima beleženje aktivnosti. Poglejte, koliko ste aktivni in dajte se omejiti, da se zmanjšate recimo za 10-15% najprej in potem boste videli recimo socialno omrežje Facebook, vam lepo preletijo ptički, pa vam povejo, toliko časa ste že bili, zdaj pa dovolj. Ne? Ravno tako imate recimo različne družinske linke, kjer lahko omejujete uporabo pametnih orodij za vaše otroke, ne? Torej, da jim date čas za spanje, ko je res 11 ur tistih minimalnih, ko telefon sploh ne dela. Ne? Tako da starše ni strah, če bojo šli spat, da če bojo zaspali, da bojo otroci šli hitro po telefonu. Ne? Potem, mogoče ena stvar, kar jaz vidim pri ljudeh, je to, da včasih so dali telefon poln, ko so imeli, ne vem, 5 ali pa 8% še baterije. Danes ljudje dajo poln telefon, ki imajo 30-40%. Kaj to pomeni? Strah me je, tako zelo me strah, da bom jaz brez telefona, da se jaz bom zagotovil več, kot je treba, samo da se mi ne bo zgodilo. Recimo, imate primer, ko gre družina na dopust, pa enemu družinskemu članu pade telefon v vodo prvi dan, pa je cel dopust pokvarjen, ker on tako stresno odreagira v tisti situaciji in ves čas govori samo tem, da dejansko drugi se sploh ne more sprostiti. To so problemi, ki jih je fajn naslavljati in takoj opazimo, da je tukaj pretirana navezanost na nek predmet. Govorimo o predmetu. Se pravi, ozaveščanje posameznikov, ozaveščanje nadrejenih konec koncev organizacij je v poplavi vseh teh digitalnih, bom rekla, priložnosti nujno. Se to kaže tudi z obiskom vaših delavnic? Ja, se kaže. Moram priznati, da je zelo veliko ljudi, ki pride in mi reče, Zinka, jaz vem, da preveč uporabljam telefona. Ne? In tukaj sem jaz res zelo vesela, da vidim, da ljudje prepoznavajo, da se to pojavlja. In potem dostikrat me tudi prosil za nasvete in gremo gledati, kaj se da narediti. Predvsem je problem, ko so recimo tukaj podjetniki in rečejo, ja, ampak jaz ga bi rad dal z rok, ampak jaz vem, da če se ne oglasim na telefon, jaz ne bom dobil posla. Ne? Kaj pa v tem primeru naredite? Ne? Ugotovili smo, tudi če pogledamo statistične podatke, na katerih aplikacijah ljudje največ časa preživijo, so to aplikacije, ki jih je možno eliminirati samo s tem, da si vi onemogočite prenos podatkov in pa povezavo z brezžičnim omrežjem. Torej, če boste vi imeli dostop do klicev, se bo vaša uporaba digitalnega orodja zmanjšala drastično. In to je eden od odgovorov recimo podjetnikom, naprimer tudi vodjem. Ne imajo ljudje telefon, ampak nimajo vključen prenosa podatkov pa brezžičnega omrežja. Videli boste, da se bo drastično zmanjšala uporaba. Se pravi, absolutno ni potrebno biti na dosegu, dosegljiv, na voljo vsako minuto, vsako uro. Nenehoma o tem govoriva. Če mene vprašate, ne uporabljam telefona preveč, ampak bi ga pa rada manj. Na to temo v glasbi.
Radio Robin, poslušate, današnja situacija je zelo spremenila naš način življenja. V ospredje prihaja zdravo, kakovostno življenje, ampak tudi pretirana ali povečana uporaba raznorazne tehnologij. O tem govorimo danes. Torej, telefon uporabljamo, pravzaprav rekla bom takole, nujen je za, v narekovajih rečeno, preživetje. Kaj bi rekli? V moji glavi je, da telefona ne uporabljam veliko, ampak rada bi ga manj. Kakšen je vaš nasvet? Sem zelo vesela, da o tem razmišljate, prvo. In drugo, predvsem, da se osredotočate namesto na telefon, na sebe. Pejte v svoje lastno občutje. Recimo, zanimivo je, da greste v naravo, res začutite naravo. Ko telovate, dajte res začutiti svoje telo. In ko boste vi vaš fokus iz telefona prenesli na sebe, sploh več ne boste razmišljati, ali ga uporabljam preveč ali ga premalo. Ga boste uporabljali takrat, ko bo zazvonil. In boste po lastnem občutku videli, ali se boste oglasili ali ne. Torej, osredotočiti se na se, mislim, da je itak na vseh področjih, ki v bistvu nekako vplivajo na nas, najbolj pomembno, in prisluhniti sebi. Govorite tudi o fizičnih posledicah, kar se drže tiče, kar se izčrpanosti. Če imamo več časa telefon v roki, se zagotovo gibljemo manj. Vse to velja tudi za otroke, kaj ne? Ja, Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da na vsako uro uporabe digitalnega orodja bi vsak posamezen otrok mogel za to biti 3 ure telesno aktiven. In zdaj si predstavljate enega otroka, ki je 3 ure na telefonu. To pomeni, da bi on mogel biti 9 ur telesno aktiven. Malo mu zmanjka časa še za ostale stvari, se vam ne zdi? Torej, vedno toliko, kolikor lahko vaše telo prenese. In vedno, če že je mogoče dobro, da takrat, ko rabite otroke umiriti, ko vidite, da so res pretirano aktivni, ko jim rabite spremeniti pozornost, ali pa kot za nagrado. Pa ne bo to, da vi date, kar se žal, jaz razumem starše, da so zelo pogosto zelo obremenjeni in ko mama pride domov in je utrujena in mora še skuhati, da mora v istem trenutku tudi skrbeti za otroke in mu takrat da, tablico za to, da ona lahko skuha. Ne bo to, ampak naj potem ga pa vključi ali v kuhanje, ali v to, da odnese smeti, ali v to, da ji pomaga, oprati zelenjavo. Obstajajo tudi možnosti, kako vključiti otroke v to, da delajo stvari v realnosti, ne samo v virtualnem svetu. Ker omenjate otroke in ker omenjate tablice oziroma, bom rekla, tako imenovane virtualne varuške, me zanima, koliko vendarle naj bo ta omejitev. Vem, da so mnenja različna, pa vendar vaše osebno je koliko na dan? Jaz mislim, da več kot 1 uro nikakor ne. Je pa tako, da Svetovna zdravstvena organizacija za leti dovoljuje več. Morate se tudi, zelo nerada dajem splošna navodila, ampak je odvisno tudi, koliko je otrok aktiven, koliko je otrok dosleden pri delu v šolo in koliko otrok tudi recimo določeno uporablja digitalna orodja za res recimo zanimive vsebine, ki so podpora nekemu učnemu procesu. Tudi recimo zdaj gledamo otroke, po drugi strani lahko vzpostavimo vzporednico tudi z zaposlenimi, pa rečejo, kako Zinka, jaz delam 10 ur, od tega sem 9 na računalniku, pa mu jaz rečem, jaz ne poznam nikogar, ki bi bil odvisen od pisanja poročil. Torej, odvisno je tudi, zakaj uporabljate. Če se vi ob tem učite, kako zlagati origami, tukaj imate povezavo, realni svet in pa virtualni svet, jaz to sploh ne bi štela kot uporabo zaslona, torej tako imenovan screen time, ampak bi ga to štela kot učenje. In tukaj jaz ne vidim težavo. Težavo vidim, ko sem jaz že 7 uro na igrci in imam tukaj časa, dokler nam še na naslednji nivo, ker bo pa tam ne vem kaj dodatna nagrada. Tukaj pa je dopamin, tukaj pa je odvisnost, tukaj pa je jaz ne morem, nimam več nadzora sam nad sabo, tukaj pa so problemi. Tukaj so psihične posledice, o čemer pravzaprav predavate tudi na delavnici. O detoksu govoriva, o digitalnem detoksu.
o digitalni dobi, v kateri smo in ne moremo uiti, ampak pomembno je, da znamo rokovati vsem tem, kar nam je na voljo, in na to temo tudi po glasbi. Radio Robi in digitalni detoks kot rešitev, da ali ne? Ja, prav gotovo. Včasih imamo posameznike, zdaj jaz nasplošno svetujem, da omejujemo uporabo digitalnih orodij vsak dan. Imate pa posameznike, ki v enem trenutku ugotovijo, da so že drastično presegli normalno uporabo in na navaden način več ne zmorejo nazaj iti v normalno. Takrat rečemo, da je fajn, da grejo skozi program digitalnega detoksa. To pa lahko naredimo na zelo različne načine. A ne? Že to, recimo, lahko za nekoga predstavlja problem, da mu rečem, ok, po 8 uri zvečer pa do 9 zjutraj telefona ne primemo v roke. Ne? To je lahko za nekoga že zelo velika stiska. Vam iskreno povem, ne vejo zvečer, kaj ne posli delajo. Recimo že to, da jim rečem, ne imeti telefon na dosegu roke, ker zelo pogosto imamo posameznike, ki se jim razvija kompulzivna motnja, torej da jaz sežem po telefonu kljub temu, da ne razmišljam o tem, da telefon potrebujem, ker sem navajena. Povprečen uporabnik telefona ga odklene na dan 130 krat. Predstavljate si, da vi partnerja primete 130 krat, se mu zmeša. Torej, in to postaja kompulzivna motnja in da se tega rešimo, recimo, dajte si sam reči, telefon bom dala toliko stran od sebe, da ga ne bom mogla nezavedno prijeti. Torej, bom mogla za vsakič se odločiti, da bom telefon prijela, odklenila. In ko jaz začnem se najprej zavedati, kako pogosto jaz čutim to potrebo, da primem telefon, je to osnova, kjer lahko štartamo. Ne? Potem gremo lahko naprej. Rečemo, ok, med obroki ne bomo jedli. Ko jaz jem, se jaz posvečam svoje hrani, da nahranim svoje telo. Da v kopalnici nima delati kaj telefona. Ne? Če grem jaz na neko potrebo, če grem jaz po tuš, nima kaj delati tam telefon. Potem, če jaz komuniciram z osebo, ki je fizično prisotna, je zelo ne samo neprijazno, tudi nevljudno je, da jaz gledam v telefon, človek je pa nasproti mene in se želi z mano pogovarjati. Zelo pogosto me zelo žalosti, ko vidim, da ljudje preživljajo bolezni s telefonom v roki. Takrat se treba še najbolj osredotočati na svoje telo, se začutiti, dati podporo svojemu telesu. Ne pa, da objavljamo storije, ta tretja infuzija mi že teče. To je zelo pogosto. Pri telesni aktivnosti znanstveno dokazano je, da posameznik, ki uporablja telefon, pri telesni aktivnosti ima večjo verjetnost poškodb. Torej, gledamo v telefon pa laufamo. Ali pa imamo kolesarje ali pa smučarje, so zelo popularne vse te aplikacije, ki nam povejo, koliko smo mi danes odtekli in tako naprej. Ker ves čas iščemo neko obliko potrditve, nekaj, da lahko objavimo na socialnih omrežjih, da se pohvalimo. Ampak pri telesni aktivnosti mora biti bistveno občutje našega telesa. Torej, kaj sem jaz dobrega naredila? Ne zato, da bom odtekla zdaj okroglo številko kilometrov, zato, da bom lahko objavila, ker se to lepš vidi, ampak če moj kolen več ne da, pač bo tudi 9 km 900 v redu, ni treba, da je 10, recimo. Ne? Te vsebine. V času za sproščanje, jaz sem bila presenečena, negativno zadnjič sem bila v wellnessu. V wellnessu je bilo pol ljudi s telefonom v roki, popolnoma nesprejemljivo. Ne? Da ne govorimo o družinskem času, na kulturnih prireditvah, v trgovinah, ko moram plačati, čakam, da bom plačala in nekdo pred mano še ni pospravil svojih produktov zaradi tega, ker je na telefonu. Se pravi, vsak trenutek, ki nam ostaja, če rečemo takole, na voljo, pa tudi če pred semaforjem in rdečo lučjo vzamemo telefon v roke, to ni okej. Ja, podpišem, takoj. Zakaj? Ne vem, zakaj smo nezavedno ves čas iščemo potrditev, želimo nek feedback od sveta, zgubljamo pa ta lasten občutek. Ja, zelo dobro ste rekla. In življenje je v naših rokah. Detoks, tudi digitalni detoks, o tem govorimo. Zinka Kosec bo z nami tudi v zaključnih minutah po glasbi. Moja sogovornica Zinka Kosec pravi, epidemije je konec in zdaj je čas, da se povežemo neposredno in ne preko prenosa podatkov. In ja, zagotovo nam je epidemija, verjetno imate tudi vi take izkušnje, dala še več podržkov za to, da smo še večkrat v roke vzeli telefone. Ja, res je, bilo je zdaj
porast uporabe digitalnih orodij drastičen. Velik del je bilo upravičeno, velik del pa tudi ne. Moramo se zavedati, da posameznik, ki nima zelo izgrajenega sam svojega urnika, je imel zdaj drastično veliko časa in zelo veliko vsebin je bilo, ki so bile nedostopne. Telefon je bil pa ves čas dostopen. In ves čas nam je dal tisto, kar smo mi želeli. In to je zelo fajn. Ti imaš nekaj, kar ti da tisto, kar želiš. Seveda se vračaš k temu. Pomislite, če je še kakšna druga oseba, ki vam da tisto vedno, kar želi. Ne. Zato se je raje vračal k telefonu, ko pa komu drugemu, ker se moram pa malo bolj potruditi, če hočem biti sprejeta, pa če hočem dobiti to, kar želim. In zaradi tega se je ta navezanost na ta telefon zdaj res drastično povečala. In tukaj bi jaz res opozorila, dajte si dovolj imeti dan brez kakršnega koli zaslona. Pa ali boste sami sabo, ali boste za naravo, ali boste za svojimi soljudmi, odvisno, kaj si boste zbrali, kaj si boste zaželeli, po čem čutite potrebo. In boste počasi spet prišli nazaj v ta realen svet. Epidemija je bila, najbrž bomo naprej živeli malo drugače. Ampak pomembno je, da mi ohranjamo sebe. Telefon je samo stvar in slika v storiju je samo slika. Pomembna pa so vaše občutja, kot pravi Mali princ. Bistvo je v čem nevidno. A lahko naredimo test potem takem, kot predlagate, prostor v stanovanju, brez da vzamemo telefon v roke, ali dan, ali vsaj popoldan brez telefona in potem, bom rekla, v narekovajih merimo svoja občutja? Zelo, zelo dobro. Jaz bi zelo priporočila vsem poslušalcem, da se odločijo, da je njihova recimo spalnica prostor brez digitalnega orodja, da je njihova kopalnica brez digitalnega orodja, da je njihova jedilnica brez digitalnega orodja, da je recimo tudi čajnica v službi brez digitalnega orodja. Ko kolega pride po kavo in se srečate, tam je zelo fajn, da ga pozdravite, ne pa da gledate v telefon. Torej, da imamo nek prostor, da imamo nek čas in da predvsem mogoče še to pa se mi zdi zelo pomembno, da se znamo tudi čustveno oddaljiti od telefona. Še posebej takrat, ko vas kaj skrbi. Takrat ne bojo glih najbolj lepe objave, verjemite mi. Še posebej, ko ste na koga jezni. Takrat tudi ne bojo lepe objave, bejte stran od telefona. Bodite predvsem v stiku z lastnimi občutji, in vzemite telefon v roke takrat, ko bo zazvonil in vas pokliče najboljši prijatelj. Morda za konec še, glede na to, da se dnevno srečujete na raznih delavnicah in seveda debatirate o digitalnem detoksu, kaj se vam ta hip zdi najbolj zaskrbljujoče pri posameznikih? To, da vzamejo telefon v roke in se tega ne zavedajo. In da nezavedno v telefonu našo enormno število lastnih informacij in potem dobivajo vedno še bolj všečne vsebine na osnovi teh informacij, ki jih telefon sprocesira na telefon in s tem dejansko povečujejo svojo odvisnost. Ampak, če zaključiva, vseeno brez te digitalne dobe in tehnologije si prihodnosti ne moremo predstavljati. Se pravi, je disciplina vsakega posameznika zato še toliko bolj pomembna. Tukaj se zelo strinjam z vami, vendar jaz verjamem, da se bo v prihodnosti uspešnost posameznika ocenjevala z njegovo zrelostjo in tudi pomenom tem, da bo lahko si dovolj biti nedosegljiv. Torej jaz verjamem, da bojo uspešni tisti, dovolj uspešni, zares uspešni tisti, ki bojo tako močni v družbi in vsem, da bojo lahko rekli, mene ne bo 2 dni in bojo lahko se odklopili. In s katerimi, upam, da spodbudnimi besedami bova zaključili ta najin prijeten klepet? Ja, želim si, da bi nas digitalna orodja spremljala in nas podpirala, nam dajala informacije, ki jih rabimo, mi bi pa bili ves čas zavedni in sprejemali tiste informacije, ki nas podpirajo v rasti. Se pravi, na vprašanje digitalni detoks nujno boste, gospa Zinka Kosec, verjetno odgovorili ali bom odgovorila, sodeč po pravkar slišanem z besedo ja. Ja, zagotovo. Hvala za tale pogovor in še kdaj pred takšnimi in drugačnimi izzivi, upam, da tudi pred mikrofonom. Hvala za pogovor danes.